Drage dame, dragi gospodje, dragi prijatelji Goethe instituta in humanizma, dober dan in dobrodošli. Prosili so me, da vas na kratko nagovorim in tole prijazno, danjerečno obzirno povabilo sem se zelo rada sprejela. Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Ta prvi stavek nemškega temeljnega zakona korenini v humanizmu. Pomirjeni smo lahko, da je humanistično načelo kmalu po drugi svetovni vojni našlo pot celo v ustavo. Toda humanizem nas tudi danes postavlja pred pomembna vprašanja. Vsakodnevno nam vojna Evropi prikazuje, da eni nikakor ne ravnajo po humanističnih načelih in da drugi, ki v ta načela verjamejo, trpijo. Tri osnovna vprašanja, ki jih bo verjetno danes nagovoril naš izjemni filozofski trio, se mi porajajo. Kaj si lahko sploh še danes predstavljamo pod humanizmom? Kaj smo se lahko naučili iz kritike humanizma, ki se je odvila v 20. stoletju? Ali humanizem določa naše ravnanje oziroma bi ga moral? Preden se moj obljubljeno kratki nagovor zavleče, naj zaključim in se iz srca zahvalim pri naših treh gostih, pri prodekanu Sašotu Jeršetu, Urbanu Šrimfu, naši ekipi Stream von Goethe in Filozofski fakulteti, ki nas gosti. Hvala lepa za pozornost. Predajam besedo našim gostom. Hvala, Alex. Super. Hvala, Alex. Tudi jaz bi se najprej rad samo na kratko zahvalil Goethevemu inštitutu in Filozofski fakulteti, še posebej Sašu Jeršetu za organiziranje te serije dogodkov. Danes, kot rečeno, bomo govorili o humanizmu, trije filozofi, ampak izkazalo se bo, da ne samo o humanizmu, ampak tudi o antihumanizmu in posthumanizmu. Skratka, poskušali bomo upravičiti svoje poslanstvo filozofsko, da bomo vnesli nekaj nereda v sicer vzvišeni red humanizma. Mogoče bi kar predstavil prvega govorca, Mladena Dolarja, avtora knjige nedavno izšle v zbirki Analekta, Mladena Dolarja. Knjiga nosi naslov Od kod prihaja oblast, in ker oblast prihaja od Mladena, boš kar ti začel govoriti. Se opravičujem za tale zbodljaj, ampak boljše šale si nisem mogel tako hitro izmisliti. Dobro, tudi jaz bi se najlepše zahvalil za vabilo. Hvala Goethe inštitutu Filozofske fakultete za organizacijo teh dogodkov. Na določen način je zelo pomembno danes govoriti o humanizmu in poskusiti osvetliti ta pojem z zelo različnih koncev. Tudi iz teh koncev, o katerih je govoril Gregor, se pravi problema antihumanizma in posthumanizma. Zdaj, humanizem je zelo širok pojem, je preširok, da bi ga bilo mogoče dobro definirati, natančno omejiti kot nek strogi koncept. Po eni strani gre seveda za historično gibanje, ki se je začelo recimo tam v 14. stoletju v Italiji s Petrarko in tako naprej in se potem mogočno razmahnilo v 15. 16. stoletju, tako da je prišlo do neke splošne rečenice humanizem in renesansa, eno z drugim. In s tem gre tudi za začetek novoveške paradigme in najširšem smislu moderne. Moderna temelji v humanizmu. Po drugi strani pa se pojem od tod razteza na vse strani, najprej v smer humanistične izobrazbe, humanistike, nasploh tega, na čemer temelji fakulteta, na kateri smo sedaj, in dalje širše s tem povezanega niza vrednot, torej humanističnih vrednot osredinjenih na človeka, njegovo avtonomijo, njegovo osrednjo vlogo, njegov svobodni razmah in s tem poleg vseh hvalevrednih ambicij ta pojem lahko zdrsne tudi v ideologijo, samo če omenim besedo antropocentrizem.
Kot pojem, skratka, se preveč razteza na vse strani, da bi bil lahko dobro opremljiv. Začel bom z enim Marksovim citatom, zelo kratkim. Marks pravi takole: biti radikalen se pravi zagrabiti stvari pri korenu, koren za človeka pa je človek sam. Zdaj, koren besede radikalen je ravno radix, se pravi koren. In ta Marksova ta sloviti stavek iz njegovih zgodnjih del govori o tem, da je pač treba zvesti človeški svet na človeško miro. Torej, po eni strani odpraviti transcendenco, in to je bil velik motiv humanizma od vsega začetka, nasproti skolastiki, se pravi imanenca, sekularizacija, človek ne postane svoje lastno merilo. Po drugi strani pa ne gre samo za transcendenco, Marksu gre tudi za to, da človeku njegov lastni svet stoji nasproti kot tuj, da je v dejanju tega, kar je sam proizvedel, in da se proizvodi njegovih bitnih moči obrnejo zoper njega kot tuja sila. In to je Marksov zgodnji humanizem. Povrniti človeku njegove lastne moči, odpraviti tujost tega, kar je proizvedel sam, si znova prisvojiti človeški svet, ki je bil dehumaniziran. In od tod je malo dolga pot na drugi strani do antihumanizma, do Altiserja, o tem bo zagotovo govoril Gregor. Spravi, sam marksizem, samo Marksovo delo je bilo razpeto med na eni strani zgodnji humanizem in to geslo o antihumanizmu. Za izvesti človeka na človeško miro, mu povrniti status merila, je v historičnem humanizmu pomenilo povratek antiki. Humanizem je pač vse skozi imel radikalnost tudi v tem pomenu, da je koren za človeka iskati v antiki, da je tisti človek, na katerega treba zvesti pač Grk, in povratek k njenemu izročilu. In konec koncev bi lahko kot prvi stavek, kot aksiom humanizma vzeli Protagorovo slovito vodilo: človek je merilo vseh stvari, tisti, ki so, da so, tisti, ki niso, da niso. Protagora, 5. stoletje pred našim štetjem, Demokritov sodobnik, učenec iz Abdere, iz Trakije, od Demokrita pridemo čez par korakov. Ampak kakšno je to merilo? Človek je merilo vseh stvari. Kako najti v človeku tisto, kar bi lahko bilo merilo vseh reči? Lahko človek se upada samim seboj, da bi lahko nudil trdno merilo. Je tako jasno, kaj je človek? In konec koncev je bil Protagora historično prav začetnik sofistike in kot tak Platonove ostre kritike. Platon mu je posvetil dialog Protagora. Kritika, da namreč s tem, da vzamemo človeka za merilo vseh stvari, izgubimo zavezujoč objektivni pojem resnice, ki mora imeti merilo ravno kje drugje kot samem človeku, za Platona pač v svetu idej. In od vsega začetka je bil človek negotovo merilo. Zvedba človeka na človeški koren pa obtežena s paradoksi. Če zvedemo človeka in njegov svet le na človeka, na čisto imanenco, ne mara priti nevarnost, da ga ravno zgubimo. Ne mara pa v korenu človeškega tiči nekaj nečloveškega. Pa ne, da bi bilo treba temu reči transcendenca, morda je to, kar je Sentner imenoval presežek imanence. Morda je ves problem modernega humanizma v tem, da se je moral nenehno soočati s tem tujim jedrom v sami notranjosti človeškega. S tem, kar je Freud poimenoval s to besedo das Unheimliche. To, za kar je Lacan našel izvrstno novo skovanko, ekstimnost. Se pravi, tisto tuje, kar je v sami naši intimni notranjosti. In konec koncev bi že v antičnih časih kot protipol Protagorovemu stavku človek je merilo vseh stvari, vzeli te slovite verze iz Sofoklejeve Antigone, ki je nastala prav natanko v istem času, okoli 440 pred našim štetjem. Mnogo je strašnih stvari na svetu, a ni je strašnejše od človeka. Deimos pomeni ob enem čudežen, čudovit, po drugi strani strašen, grozljiv, enigmatičen. Mnogo je nedoumljivih skrivnosti, pravi Ganterjev prevod. In vendar ni globlje skrivnosti kot je človek. Se pravi, ta dejnost miri ravno na nekaj čez človeškega, tisto, kar v človeku sega onkraj človeka.
Po eni strani človek je merilo vseh stvari, po drugi strani človek je najstrašnejša, najbolj čudežna, najbolj enigmatična vseh stvari. Človek je eksces, ne pa mira. In morda je bila ta dvoumnost položena že v samo zibelko humanizma v antičnih časih, v tistih, na katere se je opiral ves poslejšnji humanizem. No, v nadaljevanju bi se omejil na eno samo anekdotično perspektivo, ki nam lahko skozi posebno prizmo na določen način osvetli en vidik humanizma. In za izhodišče si bom vzel en citat velikega francoskega humanista Michela de Montaigna, njegov kratek esej o Demokritu in Heraklitu, približno 1590. Če ne zaupamo v Facebooku, je Branko Madžarevič prejšnji teden po 20 letih oddal prevod kompletnih esejev Michela Montaigna, tako da se zdaj to obeta, v naslednjem letu se obeta, da bomo končno to dobili v slovenščini. No, citat obenem kaže na način humanističnega sklicevanja na antiko in na drugi strani na humanistični pogled na človeški položaj. In ta citat gre takole. Demokrit in Heraklit sta bila filozofa. Prvemu se je zdelo človeštvo tako ničevo in smešno, da so ga videli zmeraj porogljivega in veselega obraza. Heraklit, ki je bil poln usmiljanja in sočutja do tega istega našega človeštva, pa je bil kar naprej žalosten in objokanih oči. In pravi naprej Montaigne, rajši imam prvo značajsko potezo, pa ne, ker bi bilo prijetneje smejati se, kakor jokati, temveč, ker je prezirljivejše in ker nas obsoja bolj kot nas druga. In zdi se mi, da ne moremo biti glede na svoje zasluge nikoli deležni dovolj prezira. V usmiljenju in sočutju je vse še nekaj spoštovanja do stvari, ki jo pomiljujemo. O stvarih, ki se jim rogamo, pa sodimo, da so brez vrednosti. Mislim, da ni v nas toliko nesreče, kot je nečimrnosti. Ne toliko hudobije, kot je neumnosti. Nismo toliko polni zla, kot smo ničevosti. In nismo toliko nesrečni, kot znamo biti podli. To je ta citat, meni zelo ljub. Skratka, Heraklit in Demokrit, dva izmed najbolj prominentnih predsokratskih filozofov, nista bila sodobnika, prvi je umrl, preden se je drugi rodil, vendar so jo že v antiki postavljali skupaj kot dvojnika. Heraklit je dobil takoj vzdevek skoteinost, mračni, temačni Heraklit, medtem ko je bil Demokrit znan kot smejoči se filozof, ki se je vse posmehoval človeškim zablodam. In vidite, da so ga že njegovi someščani abderitski imenovali posmehovalec. Od Heraklitove in Demokritovega dela so nam nastala pač neka serija fragmentov, ki so predmet nadrobnega proučevanja, eksegeze, ampak to bom tle pustil popolnoma ob strani. Zanima me samo ta njuna skupna podoba, ki je prešla v duh časa in je del naše kulturne zgodovine, namreč da sta bila predstavljena kot didaktični par. In namen take predstavitve je bil v tem, da oba opazujeta isto človeško usodo in mizerijo, kar enega navdaja s solzami, drugega pa spravlja v smeh. Oba pogleda sta postavljena v svojevrstno paralakso. Ko da gledamo isto sliko, vidimo pa bodi si eno, bodi si drugo, ni mogoče videti obojega hkrati. Kakšna bi bila objektivna podoba ali dejansko stanje stvari, ki ga gledata ta dva pogleda? A lahko pridemo do neke objektivnosti, ki bi bila neodvisna od teh dveh pristranskih pogledov? Bi bilo mogoče popraviti njuno pristranost, kot da bi predlagali kompromis ali neko dialektično sintezo ali nek širši okvir? Ravno to ni mogoče. In morda moment neke resnice tiči v sami tej paralaksi. Zdaj, podvojitev Heraklita in Demokrita ima dolgo zgodovino. Že v 2. stoletju našega štetja omenjata dva rimska satirika, Juvenal in Lukian. V številnih variacijah skozi zgodovino se je ta podvojitev pretvorila v topos in največji razmah je doživela prav v času renesanse humanizma. To je bilo humanistično vprašanje par excellence. Ali je človek vreden prezira in posmeha, ali pa je vreden usmiljanja in solza? Je lahko oboje hkrati? O čem govorimo, če govorimo o človeku? In motiv te dvojnosti je bil tako vse prisoten, da imamo obilico slikovnega gradiva in najslavnejši upodobitvi sta prispevala nič manjša mojstra kot Rembrandt
ki je naslikal svoj avtoportret v obliki podobi smejočega se Demokrita 1628 in Velázquez, Demokrit iz leta 1630. O tem imamo sicer izvrstno knjigo John LePage, The Revival of Antique Philosophy in the Renaissance, ki posveča celo dolgo poglavje, 50 strani, samo motivu te dvojnosti Demokrita in Heraklita. Ampak morda nihče ni bolje zajel tega kot Montaigne, z vsem bridkim humorjem in lucidnostjo. In morda je vredno posebej izpostaviti to opozicijo v tem citatu, ki navrže tako malo mimo grede. Namreč na eni strani imamo nesrečo, hudobijo in zlo, malheur, méchanceté, le mal. Na drugi strani pa nečimrnost, neumnost in ničevost, frivolité, bêtise, inanité. Spravi, tragična vizija se drži prvega, nesreče, hudobije, zla, temu nasproti pa stoji komična vizija, ki je bolj površinska, ampak mogoče daljnosežnejša. Namreč diagnoza je ta, še huje je. Pogubne za nas so nečimrnost, neumnost in ničevost. To je nazadnje naša, tisto, kar opredeljuje kondicijo imena. Ne to, da smo hudobni in zli, ampak to, da smo neumni in nečimrni. In v tej dvojnosti ista človeška beda sproža dve nasprotni reakciji v samo majhnem zamiku perspektive, da pridemo od enega do drugega. A je vse samo v pogledu opazovalca, a je slika ista? Kaj je potrebno, da pridemo od joka, sočutja, tesnobe k smehu, porogu in norčevanju? Od tragedije k komediji. Spravi paralaksa, dve perspektivi, nobena ni prava sama zase. Delež resnica je v samem zamiku. In Montaigne sicer nikakor ne pristane preprosto na to stališče, prezira kratke in hladne, krute in hladne obsodbe z nekega zvišenega stališča, temveč miri prav na nemožnost takega vzetja. Pripeti smo na to posmeha vredno eksistenco in kar tvori našo veličino, je ravno zmožnost smeha. In njegov esej se konča s stavkom: Notre propre péculière condition est autant ridicule que risible. Smo obenem smešni in zmožni posmeha. Spravi, smo obenem objekt in subjekt smeha. Oboje v enem. In to je tisto, kar nam ob vsem preziru vendarle daje našo digniteto. Malo nam bo zmanjkovalo časa, če se tako široko lotim stvari. Vseeno bom omenil tole, da ta dvojnost neposredno evocira še en znani veliki topos humanizma, namreč zadnjo stran Platonovega simpozija. Po vsej noči zapijanja, govoru, ljubezni in tako naprej, na koncu ostanejo po konci samo trije: Agaton, Aristofan in Sokrat, se pravi target, komediograf in filozof. Vsi ostali so pač pocepali od pijanosti, utrujenosti. In o čem teče beseda zdaj, nazadnje, po vsej tej dolgi noči? Natanko o tem, ali je mogoče, da lahko isti človek piše tragedije in komedije. Sokrat pravi, se pogovarjal z njima in jo je v glavnem skušal prisiliti, naj se strinjata, da je enemu in istemu možu lastno, da zna ustvarjati komedije in tragedije. In da je tisti, ki je ustvarjalec tragedij na osnovi veščine, tudi ustvarjalec komedij. No, medtem ko je silil, ona dva pa mu nista prav dobro sledila, sta zadremala. Spravi, to je tisto zadnje vprašanje, od katerega na koncu prekrokane noči vse odvisno. Spravi, na tem tankem robu, ki loči tragedijo komedijo in ki je obenem na robu noči in dneva in na robu budnosti in spanja. In kaj je Sokratova poanta? Sokratova poanta je, da ne komediograf, ne traged ne moreta dobro zajeti obeh teh dveh perspektiv, to pripada filozofu. Samo filozof je sposoben tega, da lahko vidi oba ta dve vidika hkrati. In tle citiram samo na kratko iz te knjige Fredija Rokema, Filozofi in gledališčniki, ki je šla v zbirki Maska, odlična knjiga. Tragedijo in komedijo lahko v sebi združi samo filozof, ki išče popolno in celotno resnico.
In očitno je, da Platon dialog zastavi tako, da kaže, da je Sokrat filozof zmožen združiti tragiški in komiški izrazni način. In je zaradi tega superioren obema dramatikoma. In nemara je res bil to Platonov namen, imel to Platon v mislih. Ampak prej, jaz sam bi se prej zavzel za neko drugo interpretacijo, namreč za interpretacijo tega, da te paralakse ni mogoče odpraviti v kakšni višji enotnosti in totaliteti in da je prava naloga filozofije šele v tem, da se spoprime s to paralakso kot objektom, paralakso med obema pogledama, ki je ni mogoče vzeti kot dela večje celote. Se pravi, za nek humanizem nezaceljive rane med enim in drugim, med tragičnim in komičnim, med jokom in smehom, med usmiljenjem in posmehom. In končal bom vseeno še v modernih časih, v najmodernejših časih, končal bom Samuelom Beckettom, na vrhuncu modernizma. Beckett, ki vsekakor ni bil humanist, ne humanist, ki bi slavil človeške moči, svobodo in avtonomijo, temveč prav nasprotno avtor redukcije na najmanj možno, the unknowable least, na neizničljivo najmanj, na absolutno utesnjenost človeške eksistence, ker je videl, da nam je odzeta sleherna svoboda delovanja. Ne avtor veličine človeka, temveč njegove neizmirne majhnosti. In v tem je bil Beckett privrženec Demokrita. Demokrita, ki ga je predlagal za filozofski ključ do vsega svojega dela. In na koncu neimenljivega, enega najbolj radikalnih modernističnih romanov, imamo ta pasus, kjer tega neimenovanega, neimenljivega govorca popade smeh in na sredi smeha vzklikne: ha, to so zdaj rebra. Demokritova, ne, onega drugega. Oni drugi je seveda Heraklit. V angleščini je that's the Abderite, no, the other. Spravi, morda je tisti minimum, tisti neizničljivo najmanj, na katerega skuša Beckett zvesti človeško nehanje, strnjen prav v tem drobnem zamiku. Demokrit, ne, oni drugi. Čista paralaksa humanega, minimalna modernistična redukcija humanega na to čisto ambivalenco. In morda ta kratki urinek najbolje uteleša vse Beckettovo prizadevanje in lahko služi kot najboljše filozofsko izhodišče v odnosu do humanizma. Hvala. Se samo moderiramo, tako da hvala, Mladen. Naj zdaj dam besedo Gregorju Mudru, sicer avtorju knjige Hegel in Spinoza, da nadaljuje to našo debato. Super, hvala lepa, Bara, za besedo. Hvala, Mladen, za ta zgodovinski pregled od predsokratikov prek Platona in Sokrata pa vse do Becketta. Sam se bom tudi nekoliko zgodovinsko-filozofsko lotil tega vprašanja. Mislim, da bo moje zgodovinsko obdobje bistveno bolj ozko določeno. Mene bo zanimala neka diskusija o humanizmu in antihumanizmu znotraj nekega zgodovinskega momenta, skratka znotraj jugoslovanske socialne filozofije v 20. stoletju. Skratka, silno specifična debata. Ta jugoslovanska filozofija, marksistična orientacija, za povrh še to kvalifikacijo dodajmo, se je namreč oblikovala vsaj v svojih vrhuncih z neko eksplicitno navezavo na humanizem, oziroma na marksistični humanizem, o katerem je v bistvu Mladen govoril, še preden je začel govoriti o predsokratikih. Se pravi, o Marksu, rokopisov iz leta 1844. Obenem pa tudi z navezavo na marksistični antihumanizem. Gre za neko zelo zanimivo zgodbo znotraj te zgodovine jugoslovanske marksistične filozofije, ki še ni bila zares do kraja raziskana in ki utegne biti zelo zanimiva, vsaj po mojem tudi danes, ko se v bistvu zdi, da v svetu avtomatov in algoritmov
da nam je v resnici ostalo nečesa človeškega pravzaprav zanemarljivo malo. Zakaj je vprašanje humanizma in antihumanizma bilo tako pomembno takrat? Tudi sam bi rad začel z neko anekdoto, z neko zgodbico, ki se začne na Bledu, v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji novembra 1960, kjer je potekal 5. kongres Jugoslovanskega združenja filozofov in sociologov. Jesen je bila lepa, to rečem večkrat na pamet, če sem iskren, nisem preveril, kakšna jesen je bila, ampak vsaka jesen je lepa. Jesen je bila lepa in partijski aparatčiki in državni filozofi so si lahko obetali čudovitih nekaj dni ob pogledu na veličastne julice, ki so obkrožili ljubko jezerce z otočkom in cerkvico in uživali v legendarnih kremšnitah. Ker predstavljamo si jih lahko, da so v tem čudovitem naravnem okolju v svojih glavah premlevali formule dialektičnega materializma ali diamata, kot so mu rekli ljubkovalno. To je bila znanstvena paradigma, ki je obljubljala, da lahko pojasni dialektično totaliteto sveta, vključno z jesenskim soncem, z Alpami, z jezeri, s kremšnitami in celo z idejami v glavah aparatčikov naenkrat, kot del neke neskončno zapletene, pa vendar totalizabilne celote dialektičnih razmerij. To je bila vsaj ideja. Ampak stvari se nikakor niso hotele iziti po načrtih. 5. kongres Jugoslovanskega združenja filozofov in sociologov je bil posvečen teoriji odraza, kakor jo je naznanilo že Leninovo delo Materializem in empiriokriticizem in kot jo je razvil predvsem bolgarski materialist Todor Pavlov. Teorija odraza, najbrž še nikoli niste slišali za to, je pa zanimivo, da o njej, tej teoriji je Slavoj Žižek posvetil svojo prvo pesem v Tribuni, pesem nosi naslov Smrdokavra. Vabim vas, da si jo nekoč preberete. Mislim, da je bila to tudi njegova edina pesem, nisem pa prepričan. Skratka, zakaj gre v teoriji odraza? Osrednjo misel lahko povzamemo kot tezo, da je človeška zavest zgolj subjektivni odraz neke objektivne stvarnosti, nek dovolj preprost, direkten materializem. Toda skupina filozofov iz Zagreba, v kateri sta takrat izstopala še zlasti Milan Kangrga in Predrag Vranicki, se ni ozirala na to plemenito poreklo teorije odraza, Lenin, Pavlov, in je v debati na kongresu prepričljivo trdila, da je ta teorija ne samo skrajno naivna, temveč da predvsem, kar je bilo seveda še dosti huje, sploh ni marksistična. Ta nepričakovani razvoj dogodkov na tistem srečanju daljnega leta 1960 na Bledu v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji je globoko zaznamoval polje marksizma in filozofije nasploh. Za jugoslovanski marksizem pa je bil celo usoden. Prav ta preboj na Bledu je zagrebško skupino filozofov namreč spodbodel, da so na podlagi svojega branja Marksa, tega zgodnjega Marksa, mladega Marksa, ki je izšel šele leta 1932 v Berlinu, pač na podlagi dela ruskih znanstvenikov, ki so to takrat šele izdali. Na podlagi svojega branja mladega Marksa so ustanovili časopis Praksis in organizirali korčulsko poletno šolo, tam nekje med leti 64-65 in 1974. Ta skupina, precej legendarna korčulska šola, za katero ste najbrž že kdaj slišali. Skupina sicer ni imela neke skupne temeljne orientacije, v resnici jih je zares združilo samo to, da so nasprotovali ostankom stalinizma v jugoslovanski oblastni strukturi in da so opozarjali na problem odtujitve v okviru socialističnega sistema. In prav pojem odtujitve je tisto, kar se jim je zdelo absolutno ključno in o čemer je govoril Marks že v tistem Mladenovem odlomku. Prav odtujitev je bila namreč eden od osrednjih pojmov, ki so ga vzeli za svojega, ki so ga prevzeli od mladega Marksa iz ekonomskih in filozofskih rokopisov iz leta 1844. Marks je namreč problem kapitalizma tam opredelil natančno kot problem odtujenega dela. Pri tem pa je pojem odtujitve kot Entfremdung razumel povsem heglovsko ali celo metafizično kot vprašanje pozunanjena, Entäußerung. Se pravi, vzel je v bistvu Heglov izraz, ki je bil v bistvu Lutrov izraz za pozunanjanje, za, kako se že temu reče v krščanski metafiziki, za kenozo, za kenozis,
in ga v bistvu predelal v marksistično-humanistični koncept, čeprav takrat še ni vedel, da je marksistični, ampak humanistični koncept odtujitve. Odtujeno ali ponanjeno delo je pri mladem Marksu delo, nekaj malega nas bom spomnil na ta koncept, pri katerem se delavcu produkt njegovega dela potuji, dobesedno mu postane nekaj tujega, nekaj zgolj predmetnega, nekaj, kar mu dobesedno stoji nasproti kot nekaj tujega in kot nekaj, kar delavca dobesedno zasužnjuje. Marks dejansko govori o zasužnjevanju. V kakšnem smislu odtujeno delo zasužnjuje človeka? V tem smislu, da mu je kot delo nekaj povsem zunanjega, nekakšno nujno zlo. Tako da je sam pri sebi samo takrat, ko ravno ne dela. Takole izpelje Marks o posledicah odtujenega dela, zapiše, da se delavec v svojem delu ne zatrjuje, marveč zanikuje, da se ne počuti dobro, marveč nesrečno, da ne razvija svobodne fizične in duhovne energije, ampak trpinči svojo naravo in ugonablja svojega duha. Delavec se za tega del počuti šele izven dela pri sebi in v delu izven sebe. Skratka, ravno takrat, in to je nekako njegova naslednja formulacija, ravno takrat, ko ne dela, ko torej zgolj opravlja neke svoje živalske funkcije, ko je, ko spi, ko prebavlja, ko se producira in tako naprej, takrat je edino, ko je zares pri sebi, ampak to je ravno nekaj živalskega. V kapitalizmu skratka se mu zgodi nek obrat, takrat, ko je najbolj človeški, se pravi, ko dela, je povsem potujen, je zunaj sebe, si je tuj, takrat, ko pa je najbolj pri sebi, ko je edino sam pri sebi doma, takrat je pa pravzaprav postal navadna žival. In Marks točno potem tudi človeka razloči od živali in zapiše, citira Marksa, žival je neposredno eno svojo življenjsko dejavnostjo. Tätigkeit je tukaj izraz. Človek naredi svojo življenjsko dejavnost samo za predmet svojega hotenja in svoje zavesti. Človek ima zavestno življenjsko dejavnost. Ni določenost, s katero se neposredno zliva. Zavestna življenjska dejavnost neposredno razlikuje človeka od živalske življenjske dejavnosti. Skratka, tisto, kar je značilno za človeka, je ravno v bistvu neka zavestna življenjska dejavnost. V nasprotju z živaljo, ki pač je eno svojo lastno dejavnostjo. Tako pravi mladi Marks in vsekakor pomislimo na izraz homo faber, ki ga je za naslov svojega romana vzel Max Frisch in ki sta ga aktualizirala filozofski antropolog Max Scheler in filozofinja oziroma politologinja Hannah Arendt. Ta izraz homo faber lahko brez težav opišemo mladega Marksa kot koncept človeka kot delovnega bitja. Izraz pa je poznan že od antike, podobno kot homo mensura. Najdemo ga pri Apiju Klaudiju Slepemu kot stavek, da je vsak do svoje sreče kovač. To sem danes izvedel, da si je to izmislil Apij Klaudij Slepi. Homo faber sui quisque fortunae est. Če kdo hoče vedeti, kako se temu reče latinsko. In jasno, da gre za neko parolo, za geslo, ki so jo za svojega, oziroma ki so ga za svojega vzeli mnogi, med drugim seveda tudi italijanski humanisti. Jasno, da je humanistom bilo to geslo pisano kot na kožo. Poleg homo mensura tudi homo faber. Človek je sam svoje sreče kovač in jasno je, da gre za neko parolo, katere variacijo najdemo tudi pri Ivanu Cankarju, v podobi nekega dejanskega kovača, nekega dejanskega fabra, čigar roke kujejo svet in čigar narod si bo pisal svojo sodbo sam in tako naprej. Pri Marksu pa ideja tega človeka kot delovnega bitja nima samo nekega pomena splošne humanistične poante, ki v središče postavi človeka, in materialistične poante, ki tudi religijo razume kot nek človeški izdelek, kot človeški proizvod, temveč ima tudi neko eksplicitno metafizično razsežnost. Zakaj? Ker v delu oziroma delovanju vidi bistvo človeške eksistence. To je mladi Marks. Bistvo človeške eksistence je njegovo delo, je njegovo samodejavnost, Selbsttätigkeit. No in natančno v tem pomenu so praksisovci sledili mlademu Marksu in zagovarjali humanistični socializem, zagovarjali so idejo človeka kot samodelujočega bitja, kot bitja svobodne dejavnosti. Na vsezadnje so tudi ime časopisa, Praksis, izbrali zato, ker je človek bitje prakse kot svobodne dejavnosti. Praksa kot bistvo človeškega bivanja. To so velike besede, s katerimi so inaugurirali svoj časopis.
Njihova specifična posebnost v okviru svetovnega marksizma je bila v tem, da so lahko kritizirali odtujenost, se pravi problem alienacije, ne samo v kapitalističnih družbah, ter posebno odtujenost v stalinizmu, ampak navsezadnje tudi odtujenost v nekem specifičnem inovativnem jugoslovanskem sistemu samoupravljanja. Se pravi, medtem ko so vsi drugi zahodni marksisti videli in hoteli videti Jugoslavijo kot nek primer dobrega zgleda, kot nek primer v bistvu marksizma, ki ni zašel v stran pota stalinizma, so praksisovci znali se postaviti v bistvu tudi na to izjemno pozicijo, da so znali kritizirati, kot so sami rekli, stalinizem, ostanke stalinizma znotraj jugoslovanskih struktur oblasti. Skratka, imeli so to specifično prednost, da so se lahko postavili na to pozicijo. Njihovo zlato obdobje je trajalo, kot rečeno, do leta 1974, ko so jim oblasti ukinile financiranje in na ta način de facto prepovedale in utišale tako revijo, kot tudi mednarodno filozofsko združevanje. Potem skratka prepoznamo brutalno totalitarno oblast. Če ti gredo nevladne organizacije na živce, jih pač enostavno ukineš jim financiranje. To je definicija brutalne totalitarne oblasti. Kakorkoli že. Takrat je bil beograjski del skupine Praksis celo vržen z univerze, če nekoliko dramatično rečem. In morda je res, kakor sugerira Gal Kirn, da so oblasti enostavno absorbirale neko temeljno filozofsko pozicijo Praksis v svojo lastno pozicijo. Ne v tem kontekstu samo na kratko opozorim, kaj je pisal Edvard Kardel leta 1977, ko je opredelil samoupravljanje. Ne vem, mislim, da je bila to včasih dejansko, a je bila to univerza Edvarda Kardelja en čas, je bila, no, pa seveda njemu na čast, dolgo časa, ok. Ne njemu na čast, no, bivšemu patronu te univerze preberemo tele stavke. Sreče človeku ne more dati niti država, niti sistem, niti politična stranka. Srečo si lahko človek ustvari samo sam. Avantgardne sile socializma in socialistična družba imajo lahko potemtakem samo en cilj, da ustvarjajo razmere, v katerih bo človek kar najbolj svoboden pri takšnem osebnem izražanju in ustvarjanju, da bo lahko svobodno delal in ustvarjal za svojo srečo. Konec citata. Mislim, odlična formulacija, pravzaprav bolj čudovite humanistične formulacije se sploh ne bi bilo mogoče zamisliti. Skratka, dobesedno je citiral je to humanistično poanto o človeku kot faber est suae quis quae fortunae. Človek, ki je sam svoje sreče kovač. In s tem najbrž že postaje jasno, zakaj je bil v nekem trenutku v 20. stoletju tako zelo pomemben antihumanizem. Ne samo v nekem teoretskem, specifično teoretskem smislu, ampak tudi v nekem povsem praktičnem in političnem smislu. Zakaj je bilo treba na nek način zavzeti neko antihumanistično pozicijo? Z zlatim obdobjem časopisa Praksis je namreč povezana še ena, za nas izjemno zanimiva anekdota. Milan Kangrga, torej ta eden od recimo dveh gonilnih sil tega časopisa, drugi je bil Gaj Petrovič. Milan Kangrga s ponosom poroča, da so imeli pri časopisu izjemno stroga uredniška načela in da so le najboljši teksti lahko sploh prišli v časopis. Zavrnili so mnoge članke in tako so med drugim zavrnili tudi tekst enega od takrat vzhajajočih imen zahodnega marksizma, namreč tekst Louisa Althusserja. Kangrga je celo rekel, da je šlo natančno za tisti tekst, ki ga je pozneje objavila francoska revija La Pensée in je postal eden od osrednjih tekstov za filozofe in sociologe v obnebjih ljubljanske šole. Namreč znameniti tekst o ideologiji in ideoloških aparatih države, ki ga po mojem res vsi poznamo. Ta tekst so praksisovci gladko zavrnili. Zakaj? Zakaj so ga zavrnili? Z nekaj variacijami, če beremo njihove refleksije v bistvu za nazaj, spomine na ta čudoviti dogodek, ko so smeli zavrniti Althusserjev tekst, z nekaj variacijami so ga razumeli kot, citiram, stalinizem, kot, citiram, pozitivistični stalinizem ali kot, citiram, pozitivistični stalinizem. Okay. Althusser naj bi v nasprotju z liberalnim marksizmom zagovarjal, citiram, najortodoksnejši pozitivistični stalinizem. Čudilo jih je, da je Althusser požel v bistvu toliko zanimanja in odobravanja, tako v Jugoslaviji kot v svetu,
in zelo jasno razumeli, da je bilo njegovo stališče povsem nasprotno vsemu, k čemur so bili zavezani sami. In Althusserjeva pozicija je bila prav res v mnogih pogledih diametralno nasprotna poziciji praksisovcev. Praksisovci so zavračali Engelsovo tezo, da je Marx v Kapitalu dosegel nekakšno znanstveno odkritje. Engels je bil tisti, ki je prvi v bistvu zagovarjal znanstvenost znotraj Marxovega dela. Ampak praksisovci so v tem videli v bistvu že korak v napačno smer. Praksisovci so v tem videli v bistvu že korak proti stalinizmu, ki je poenostavil to znanstvenost marksizma v neko formulo dialektike in jo naredil pač za neko stalinistično formulo. Ampak Althusser je v resnici ves čas stavil, to je res, natančno na Marxa kot znanstvenika. In v tem pogledu je celo eksplicitno zavračal mladega Marxa kot neznanstvenega, kot še vedno pripadnega nekemu Feuerbachovskemu humanizmu. In pri tem je treba biti, po mojem, zelo natančen. Za Althusserja znanost nikakor ne pomeni dialektike, to je treba zelo direktno, zelo takoj reči. V resnici je bil Althusser skoraj alergičen na izraz dialektika in ga je razumel kot preostanek predmarksistične konceptualne navlake, kot v bistvu nekakšnega heglovskega podtaknjenca. Podrobno v to zgodbo ne bom šel, mislim, da sem tudi jaz že zdavnaj prekoračil svojih odmerjenih 15 minut. Naj samo opozorim na Althusserjevo legendarno delo z naslovom Protislovje in naddoločenost, ki smo ga nedavno končno dobili v slovenskem prevodu v reviji Problemi. V tistem tekstu je Althusser v bistvu zelo jasno poskušal razločiti med Marxovo in Heglovo metodo v narekovajih. Dobro, ampak če zdaj poskušamo priti pojmu Althusserjevemu pojmu marksistične znanosti vsaj en korak bliže, je najbolje, da beremo njegov uvodnik v zbornik Bratji Kapital, po mojem. Tam je popolnoma jasno, da znanosti nikakor ne razume v nekem pozitivističnem smislu, kot so ga razumeli praksisovci, temveč jo povezuje z epistemologijo Gastona Bachelarja, ker gre za to, da vsaka znanost v svojih začetkih deluje še znotraj svoje lastne predzgodovine. Deluje znotraj še vedno nekih neznanstvenih konceptov, in kjer se potem zgodi nek preboj, ki je v resnici viden šele in samo stališča znanosti same. Medtem ko znanost od nekega trenutka dalje, od točke epistemološkega preloma naprej, zagleda in dojame svoje lastne koncepte, njihovo pripadnost nekemu popolnoma drugemu svetu, pa jih ideologija sploh ne zagleda kot nekaj njej sami tujega, ampak v njih prepozna samo svoje stare znance, samo stare izraze, samo stare koncepte. Znanost bi lahko rekli že zahteva neko določeno mero tujosti, da za nalaž uporabim ta izraz, neko določeno mero tujosti, nedomačnosti. Njeni izrazi sicer lahko zvenijo domačno in vendar so v vsakdanjemu jeziku popolnoma tuji. In medtem, ko so se praksisovci upirali preostankom stalinizma v jugoslovanskih strukturah, kot pravi Zagorka Golubović, s sklicevanjem na humanistični socializem kot filozofijo prakse, je Althusser razumel humanizem kot del problema samega. Zakaj? Zato, ker je Marxov teoretski humanizem oziroma mladega Marxa nasploh razumel natančno kot ideologijo, kot ideološko razlago sveta, če tudi je šlo pri tem za Feuerbachovski materializem. Althusser se tukaj seveda nanaša na oba teksta, ki sta izšla šele v 20. stoletju, tako rokopisa iz leta 1844, kot tudi tekst nemške ideologije, ki sta ga Marx in Engels napisala verjetno naslednje leto, torej leto pozneje, 1845-46, takrat naj bi nastala nemška ideologija. In Althusser v bistvu v teh dveh tekstih vidi neko radikalno nasprotje. Ta dva teksta nekako ne sodita skupaj po njegovem, pomenita totalen prelom. Na eni strani je še ta humanistični Marx z humanističnimi formulami in tako naprej, na drugi strani se pa že najavlja v bistvu Marx kot znanstvenik. Dobar, skratka, to je kontekst. Kontekst je v bistvu ta izid teh dotlej še neznanih tekstov mladega Marxa, ki so v bistvu pomenili neko blazno revolucijo v marksizmu, pač po celem svetu. Na zahodu, ker so na nek način revitalizirali marksizem, in na vzhodu, zakaj? Zaradi tega, ker je bil ta mladi Marx tako zelo očitno neskladen z formulami, ki jih je prodajal Diamat. In praksisovci so zajadrali ta val, so vzeli v bistvu tega mladega Marxa, humanističnega Marxa za svojega,
Althusser pa je tukaj v bistvu branil, dajal neko kontro. Trdil, da obstaja znotraj tega samega, teh novih tekstov, ki so prišli, da obstaja neka razlika. V besedilu iz leta 1963 z naslovom Marksizem in humanizem, ki torej direktno naslavlja v bistvu temo naših pogovorov, se Althusser v bistvu povsem zaveže projektu teoretskega antihumanizma. In tam Althusser zagovarja Marxa kot nekoga, ki se je postavil na tla teoretskega antihumanizma. Ampak resnici na ljubo je treba takoj priznati, da je tukaj izraz antihumanizem bistveno bolj radikalen, kakor je v bistvu poanta, ki jo Althusser sam hotel razviti. Kot je pozneje priznal v nekem poznejšem tekstu Elementi samokritike, je Althusserjeva osnovna poanta pravzaprav relativno skromna. Hotel je samo povedati, da je v nasprotju z nekim humanističnim marksizmom, ki je takrat trkal na velika vrata, Althusser opozoril, da pač Marx kot znanstvenik ni imel teorije človeka. Citiram, pojem ali kategorija človeka za Marxa ne igrata teoretsko pomembne vloge. Konec citata. Ko je Marx govoril kot znanstvenik, ni govoril o človeku, ni govoril o človekovem bistvu, ampak o neki konkretni zgodovinski družbeni formaciji. In ne sklenemo v bistvu samo še z enim citatom, no, pa lahko potem več v pogovoru dodamo. Citiram Althusserja. Striktno v okviru teorije torej lahko in moramo odkrito govoriti o Marxovem teoretskem antihumanizmu. V tem teoretskem antihumanizmu moramo videti absolutni negativni predpogoj pozitivne vednosti o človeškem svetu nasploh in o njegovi praktični transformaciji. Nemogoče je karkoli vedeti o človeku brez tega absolutnega predpogoja, da je filozofski oziroma teoretski mit o človeku sesut v prah. Konec citata. Skratka, če strnem, če povzamem, Althusserjeva poanta v zvezi z teoretskim antihumanizmom je ta, da če se hočemo sploh karkoli izraziti o človeku, kar sicer je, in to Althusser priznava, vedno bil seveda jasno Marxov cilj, ampak to ni človek nasploh, to ni neko vprašanje bistva človeka, ampak je čisto konkretni človek v smislu neke zgodovinske družbene formacije. In natančno v tem smislu potem seveda Althusser opozarja na te razlike med tekstoma nemške ideologije in tekstom rokopisov iz leta 1844. Toliko naj bo dovolj, pustimo Stalina pri Stalinu. Imel je še neko poanto v zvezi s stalinizmom, ampak pustimo to. Hvala. Mislim, da je na meni, da predstavim naslednjo govornico, ki je Bara Kolenc. Tako kot Gregor, kot Bara sta bila nekoč pred mnogimi leti moja doktoranda, tako da sem zelo vesel sedeti z njima na istem podiju. Bara je sicer avtorica knjige Ponavljanje in uprizoritev, ki se zdaj obeta tudi v angleškem prevodu. Sicer pa raziskovalka na oddelku za filozofijo, pa še marsikaj zraven. Hvala, Mladen. Naj se tudi jaz najprej zahvalim vsem naštetim institucijam, tako da ne bom ponavljala. Še posebej Saši Jeršetu, Urbanu Šrimfu in Goethe institutu in sogovornikom. Bom začela z enim Voltairovim citatom. Tudi Voltaire se je znal čisto v redu smejati. Ta citat je iz filozofskega slovarja, nastal pa je nekje leta 1764, kjer Voltaire pod geslom enakost zapiše: Kaj je pes dolžan psu in konj konju? Nič. Nobena žival ni odvisna od sebi podobnih. Človek pa je prejel žarek božanstva, ki ga imenujemo In kakšen je rezultat? To, da je suženj skoraj po vsej zemlji. Humanizem morda ni drugega kot več tisočletni projekt spopadanja s tem prekletstvom.
s prekletstvom, če parafraziram Voltaira, dominacije, odvisnosti in veselja do užitka in lenobe. Moja naloga, nekako ne zgodovinska, ampak današnja, je, ker smo pa si vendarle zadali neko zgodovinsko sosledje, se pravi, moja naloga je, da nekako bolj premislim sedanjost. Čeprav ne bom mogla brez skoka v preteklost, se pravi, vprašanje, kje je humanizem danes. In tukaj se bom naslonila in preizprašala Badioujevo tezo, da humanizem ni preživel 20. stoletja. Da imamo danes opravka samo z nekimi praznimi podobami tega, kar je humanizem nekoč bil. In če pogledamo sam označevalc humanosti, ga mogoče danes v neki javnosti, v medijih zaznamo na dveh ravneh. Eno je humanitarizem, se pravi človekoljubnost, človekove pravice in tako naprej. Drugo pa nedavni označevalec, ki je ob nedavni vojni se razpasel po medijih in socialnih omrežjih, se pravi označevalec nehumane vojne. Vojne kot nehumane. Pa bom štartala iz tega in se pol nekako vseeno malo ozrla nazaj. Torej, Zelenski je tretji dan vojne ruske operacije opisal kot gnusne, krute in nečloveške. In ta označevalni par nehumane vojne je hitro zavzel pozo označevalnega gospodarja. Nekateri so se temu gospodarju hitro uprli, češ, če govorimo o nehumani vojni, potihoma predpostavljamo, da je vojna lahko tudi humana. To, da nobena vojna ne more biti humana. Vojna kot taka je v temelju nečloveška. Vsaka vojna je zverinska, krvoločna in nora. V tem smislu se ženevske konvencije obsojajo kot hipokritične, saj določajo neko mejo med humano in nehumano vojno. Delajo skratka nek res tam, kjer ga ne bi smelo biti. Za te kritike govora o nehumani vojni je edina prava konvencija pacifistična konvencija, konvencija popolne razorožitve človeštva. V ozadju pacifizma kot nadaljevanja razsvetljenske poti do zrelosti stoji ideja kulture kot dviga človeka nad njegove naravne danosti, nad njegovo živalskost. V korespondenci med Einsteinom in Freudom, ki jo je sponzoriral Mednarodni inštitut za intelektualno sodelovanje in je bila objavljena leta 1933, to korespondenco je ta inštitut promoviral ne samo med Einsteinom in Freudom, ampak tudi med drugimi intelektualci tistega časa, v upanju, da bodo intelektualci z govorom o humanizmu, človeku, zrelosti, razsvetljenstvu in tako naprej preprečili drugo svetovno vojno, grozote nacizma in tako naprej. No, v tej korespondenci Freud komentira pacifizem, v imenu katerega ga je govoril Einstein. Citiram: Vojna je najbolj odločno v nasprotju s psihično dispozicijo, ki nam jo je vsilil dvig kulture. Zato moramo vojno sovražiti, zdeti se nam mora skrajno neznosna. Pri pacifistih, kakršni smo, ne gre zgolj za intelektualni in afektivni odpor, temveč za konstitucionalno netoleranco, za idiosinkrazijo v njeni najbolj drastični obliki. Pacifizem nam je skratka na nek način vsiljen. Na psihološkem področju, pravi Freud na nekem drugem mestu, lahko prepoznamo dva najpomembnejša pojava kulture. Prvič, krepitev intelekta, ki teži k obvladovanju našega instinktivnega življenja, in drugič, introverzijo agresivnega nagona. Humanistični, pacifistični dispozitiv, ta, ki se je torej zdaj oglasil proti tej ideji nehumane vojne, proti temu označevalcu.
Torej, temelji na ideji obvladovanja ostankov živalskosti v nas, se pravi nagonov, strasti, poželenj in občutkov. Toda, po drugi strani moramo reči, da pri vojni pravzaprav ne gre za živalsko stvar. Ne gre le za neko primitivno sposobnost ubijanja. Gre za organizirano kolektivno nasilje, kjer pomembno vlogo igra pomen pozicije mi proti njim. Vojna v tem smislu ni stvar evolucijske strategije, niti ni zgolj izraz destruktivnih nagonov, zaradi česar bi lahko trdili, da gre pri vojni za ostanek živalskosti v nas. Prav nasprotno. Vojna kot družbeni konstrukt, kot so dokazali antropologi in primatologi, nima nobenih analogij pri živalih. Še več, če pri živalih pride do vojne, denimo pri šimpanzih, ki so jih tako krivično imenovali killer apes, gre pri tem za odziv živali na človeško vmešavanje v njihov habitat. Kot taka vojna torej ni nekaj bestialnega, ampak je prej eminentni izraz kulture. Prava hipokrizija torej ni na strani ženevskih konvencij, temveč prej na strani pacifističnega sprenevedanja, tega se je Freud očitno dobro zavedal. Kar je sprevrženo pri ideji nehumane vojne, ni dejstvo, da predpostavlja, da je vojna lahko tudi humana, ampak ravno nasprotno. Sprevržena je misel, da je vojna sploh lahko kaj drugega kot humana. Ta drža, človek je kriv za vse, človek je izrodek sveta, ki bo prinesel pogubo vsemu, je sicer lahko spet vir nekega drugega sprenevedanja in narcisističnega mazohističnega užitka v vlogi krivca in žrtve, ampak to potem lahko tudi pustimo zdaj ob strani. Torej, kot nadaljevanje te zgodbe v nehumani vojni, lahko rečemo, da se v isti sapi, kot se je v začetku ukrajinske vojne govorilo o živalskosti, bestialnosti ruskih operacij, živali, se pravi tiste počlovečene ljubljenčke, v imenu njihovih temeljnih človeških pravic reševalo iz vojne. Se pravi, na eni strani skušamo živalskost izganjati iz človeka, ne, se pravi, obtožujemo vojno kot nekaj živalskega, na drugi strani pa živali, ki so počlovečene živali, se pravi, živali v živalskih vrtovih, hišni ljubljenčki in tako naprej, rešujemo iz vojne in idejo temeljnih človekovih pravic povlečemo, razširimo še na same živali. Ne? Tudi živali imajo temeljne človekove pravice in tudi narava ima temeljne človekove pravice. Kot nekakšna hrbtna plat izganjanja živalskosti vsega človeškega, kot druga plat iste hipokrizije, to je zdaj zadnjič, ko uporabljam ta označevalec, se mi zdi, se torej danes kaže počlovečenje vsega živalskega. Denimo, kot sem rekla, v ekstenziji temeljnih človekovih pravic na pravice živali. Vse, kar danes straši naokrog, pošast, ki hodi po Evropi sveta, so podobe humanitarnega humanizma kot nekakšne parabolične karikature tega, kar je bil humanizem od svojih začetkov pri Sokratu, pa vse do izteka tako imenovanega kratkega 20. stoletja, nek program. In prav zato, pravi Badiou, humanizem ni preživel 20. stoletja. Se pravi, to, kar manjka danes, ne, je humanizmu, je v bistvu neka ideja, nek program. Za Sokrata je bil humanizem program z dvojno nalogo. Naloga postajati človek v sebi nosi tudi nalogo pokazati drugemu, kaj pomeni postajati človek. Kot tak je humanistični projekt vključevanja, asimilacije. Toda vsak tak projekt za svojim hrbtom proizvaja tudi neko drugost. Drugost, ki jo v bistvu predpostavlja. Onkraj humanizma je vedno nek barbar. V tem je humanistični projekt tudi projekt izključevanja, segregacije. Program ni samo načrt, je konsistentna samorealizacija. Kot tak mora biti neustrašen. Nase mora vzeti ne le to, v čemer bo za voljo realizacije programa sam oškodovan, ampak tudi to, s čimer bo za voljo realizacije programa škodoval drugemu. Program postajati človek je obenem vedno že tudi program postajati nadčlovek. V jedru humanizma je neka
nujno paradoksna težnja po preseganju samega sebe. Ta težnja pomeni vztrajati na poti, ki si jo začrtal, obenem pa z vsakim korakom zarisati novo pot, ki presega tisto pot, na kateri hočeš vztrajati. Biti človek pomeni ne biti, ampak postajati človek. Postajati človek pomeni vedno znova zavračati in sprevračati svoje človeško bistvo. Človek, ki meni, da je človek, je žival. Prav zato Badiou to karikaturo humanizma, v kateri smo priča danes, imenuje tudi živalski humanizem. Program predstavlja odgovornost za samo voljo, ki je dolžnost. Pomeni radikalno zavedanje nečloveških učinkov lastnega samopostajanja. Tu program naleti na neko paradoksno mejo. Najvišja samorealizacija pomeni obenem tudi realizacijo vsega, kar si pustil pod sabo, za sabo ali ob strani. Pomeni ne le delovanje po poti samorealizacije, ampak pomeni hkrati tudi poskrbeti za vse učinke tvojega delovanja. Pomeni popravljati škodo, ki jo delaš drugemu, in to škodo na vsakem koraku spreminjati v njegovo lastno svobodo. Najvišja samorealizacija pomeni obenem tudi samorealizacijo sveta. Tega je zmožen samo Bog. Samo Bog je takšen sprevid, ki lahko skupaj s sabo osvobaja tudi vso svojo drugost. V Platonovem Teagu piše: vsak od nas bi bil rad, če bi le šlo gospodar vseh ljudi, najrajši Bog. To si seveda zabeleži v Nietzschev volji do moči. Toda, kot poudari Kocijančič, je Teagova želja postati Bog z orodjem sofizma povsem nasprotna Sokratovi viziji pobožanstvanja človeka. Citiram zdaj Kocijančiča: biti Bog kot Bog v sofističnem obzorju, in mogoče smo danes v nekem novem sofizmu, pomeni absolutno podreditev stihiji svojih želj. Kot Bog biva tisti, ki je postal orodje svojih poželenj in z nas so ljudi spremeniti v podrejena orodja zadovoljevanja lastnih strasti. Za Sokrata nasprotno pa je naloga filozofskega etosa, tukaj se še vedno besedno naslanjam na Kocijančiča, nekakšno poboženje, priličenje Bogu prek radikalne etične zaobrnitve in udejanjevanja kreposti. In to je, bi lahko rekli, začetek programa klasičnega metafizičnega humanizma. Klasični metafizični humanizem, ki ga Badiou z nekim velikim zamahom v bistvu označi, z nekim velikim zamahom s tem označevalcem označi pravzaprav neko obdobje, rečemo od Sokrata do 20. stoletja. Klasični metafizični humanizem, pravi Badiou, opredeljuje konstrukt neodločljivega predikata med človeškim in božjim, znotraj katerega se človek vzpostavlja kot neka naravna, kozmična oziroma božja danost. In zdaj se bom tukaj pač malo naslonila na Badiouja v nadaljevanju. 20. stoletje zaznamuje ukinitev mesta svetega, s tem pa tudi izginotje te klasične humanistične figure človeka, ki je bila lahko možna samo v tej neodločljivosti med človekom pa Bogom. In iz te praznine, ki zazeva ob tem izginotju, se mora človek na novo vzpostaviti. Zdaj ne več kot neka danost, temveč kot program. Zdaj zares kot program. Začel se je Sokratov program, ampak program, ki je padel pod obnebje tega, da se je človek znotraj krščanstva vzpostavljal potem lahko kot danost. No, zdaj v 20. stoletju človek ostane brez Boga. In ne preostane mu drugega, kot da se postavi na to mesto, na mesto Boga. Tukaj ne gre za kakšno imanentno pobožanstvenje človeka, ampak za to, da človek kratko malo zasede to prazno mesto. In zdaj tukaj sledim Badiouju. Njegova teza je, spet so to veliki zamahi, da v 20. stoletju človek najbolj radikalno stopi na to prazno mesto na dva načina, v dveh oblikah, v dveh filozofskih tezah. En je radikalni humanizem, druga teza je radikalni antihumanizem.
kot predstavnika radikalnega humanizma vzame Badiou Sartra, kot predstavnika radikalnega antihumanizma Foucaulta. Zdaj nekoliko samo o tem. Sartre je leta 1951 izdal knjižico z naslovom Eksistencializem je humanizem. V njej lahko beremo tole. Človek ni nič drugega kot tisto, kar se sam naredi. To je prvo načelo eksistencializma. A obenem je to tudi tisto, čemur pravimo subjektivnost in kar nam prav s tem imenom očitajo. Pač v to se zdaj ne bomo spuščali. Toda s tem hočemo reči samo to, da gre človeku večje dostojanstvo kakor kamnu ali mizi. Reči namreč hočemo, da človek najprej biva in da je najprej tisto, kar se meče proti neki prihodnosti in se zavestno projektira v prihodnost. Človek je najprej neki projekt, ki se subjektivno živi, namesto da bi bil le pena ali gniloba ali cvetača. Pred tem projektom ne eksistira nič. Kaj hoče reči Sartre? Najprej to, da je človeška eksistenca nekaj, v kar smo vrženi. Tu ne moremo izbirati, ali biti človek ali ne biti človek. Lahko pa izberemo, ali bomo za to realno dejstvo prevzeli polno odgovornost ali ne. Ali se bomo poskušali potuhniti v objektni svet med gobe in cvetače, ali pa bomo prevzeli nase težo subjekta. To pa je zopet izbira, ki je bistveno človeška. Kamnu ali labodu take odločitve ni potrebno sprejemati. Ampak to v ničemer ne zmanjša odgovornosti človeka. Mislim, teh zadnjih 10 stavkov ni bil več Sartre, če sem to mogoče pozabila. V tej obliki preseganja klasičnega metafizičnega humanizma, kot sem rekla, Badiou pravi radikalni humanizem. Zasesti mesto mrtvega Boga za Sartra pomeni, da postanemo edini temelj tega, kar smo. Tukaj gre, bi jaz rekla, tudi za neko inverzijo. Ne gre za razbohotenje te veličine človeštva, gre v bistvu tudi za neko redukcijo človeka na njegov lasten temelj. Človek je to, kar mora človek izumiti. In zdaj nekaj, se pravi, poglejmo zdaj samo Badioujev komentar Sartra. Badiou pravi, da je Sartre sopotnik, ki je ostal brez poti. Pravi, da je v bistvu Sartre na nek način prišel prepozno. Da je na nek način postavil, tako prav Badiou, programsko dimenzijo v bistvu je programsko dimenzijo revolucionarnih politik oblikoval v metafiziko. V bistvu je napisal nek program za tisto, kar je že minilo. Na nek način je to Badioujev komentar Sartra. Ampak kljub vsemu, ta ideja, človek je to, kar mora človek izumiti. Se mi zdi, da je ta Badioujev stavek zelo v redu. In ga citiram. Eksistencialno razumevanje preseganja človekove odtujitve z namenom emancipacije, katere etape so vselej nove oblike odtujitve. Se pravi, tukaj smo zdaj spet pri temu Marksovemu humanizmu. Se pravi, Sartrov projekt je nekakšno eksistencialno razumevanje preseganja človekove odtujitve z namenom emancipacije, katere etape pa so, se pravi zavedanje tega, da so etape te emancipacije, ki sledijo vsele nove oblike odtujitve. Je pa vprašanje, če je to dialektika. Po drugi strani je Sartrov človek bistveno nek praktični organizem, ki proizvaja vednost kot moment svoje praksis. Kot tak je človek predmet antropologije za Sartra.
Na drugi strani pa imamo držo radikalnega antihumanizma, ki, kot sem že rekla, jo za Badiouja tukaj v prvi vrsti zaseda Foucault. Za antihumanista je filozofija, ki ima obliko antropologije, sumljiva. Foucault v Besedah in rečeh izjavi, da je izginotje figure človeka razprtje nekega prostora, kjer je končno spet mogoče misliti. Pri Foucaultu gre za to, da mislimo, ne da bi takoj mislili, da misli človek. Ta velika hipoteza, pravi Badiou, je v osnovi ničejanska. Odsotnost Boga je eno od imen za odsotnost človeka. Vesela, zdaj citiram Badiouja, vesela katastrofa, ki prizadene Božjo figuro, je obenem vesela znanost o človeški katastrofi, razgradnja figure človeka. Gre za konec humanizma. Današnje stanje po Badiouju zaznamuje temeljni neuspeh obeh programskih zastavkov novega človeka. Namesto realizacije radikalnega humanizma oziroma radikalnega antihumanizma, ki sta oba dva nesrečno končala v 20. stoletju, smo pristali pri živalskem humanizmu. Za Badiouja je živalski humanizem nekakšen poskus restauracije klasičnega humanizma, vendar brez Boga, ki predstavi človeka tako, da ga zvede na njegovo živalsko telo. Še en Badioujev citat. Trdim, da če iz 20. stoletja izstopamo s kratno opustitvijo obeh miselnih programov, torej radikalnega humanizma in radikalnega antihumanizma, potem bomo morali nujno prenašati neko figuro, ki iz človeka čisto preprosto naredi vrsto. Tako kot pri klasičnem metafizičnem humanizmu, se torej tudi pri živalskem humanizmu, se pravi v današnji karikaturi humanizma, človek vzpostavlja kot neka danost. Program je bil namreč opuščen. Le da se ta danost, ta človek kot danost, danes več ne more utemeljevati v svetem. Se pravi, danes se človek hoče postavljati kot nekakšna danost, vendar nima več svoje utemeljitve v svetem. Zato se mora utemeljevati na naravi. To vrstno utemeljevanje ima številne oblike, od naturaliziranih moralnih zakonov, denimo človekovih pravic, do tega, da se človek v neki antidarwinovski drži, spusti na nivo člena v ekosistemu, se zasadi nekam med gobo in cvetačo in s tem opusti tako nadčloveško pot emancipacije kot antičloveško pot misli, ki misli onkraj človeka. Ta naturalizacija se v zadnjem času pogosto argumentira prav z idejo misli onkraj človeka, z idejo neke misleče materije v raznih podtonih posthumanizma. In tukaj je pač ta slaba plat, ta nevarna plat ideje posthumanizma. Se pravi, ta ideja neke misleče materije, ki ni nič drugega kot neka nova oblika ideje elan vital. Od kompjuterizirane misli do mislečih otokov, do mislečih morskih zvezd, kjer mora človek postati spet zgolj žival, opustiti svojo človeško voljo in programskost, v tem primeru torej pustiti stvarem, da tečejo svojo pot. Vendar pa to ne pomeni le, da svojo pot tečejo reke in srnjaki, ampak da svojo pot tečejo tudi tržna ekonomija, globalizacija, digitalizacija in tako naprej. In kakšna je ta pot? To je pot, ki jo je začrtal človek. Ali ima pravico, da od te poti odstopi? Morda je to edina človekova pravica, ki jo mora danes človek prevprašati. Ali imam pravico, da odstopim od poti, ki sem jo začrtal? In potem namesto o pravicah, v okviru katerih nas je neoliberalni moralizem tako navadil misliti, povprašati o svojih dolžnostih. Da zaključim programsko, čas je torej za nov program. Čas je za humanizem v vidu formaliziranega ahumanizma, torej kot bi rekel Badiou, to je njegov program, torej po poti emancipacije onkraj antropologizacije.
Ta novi program bi bil nek radikalni zastavek človeka, te nesrečne živali, ki se je pustila zasužniti in s tem zasužnila še vse ostalo, kar je od tega suženstva sicer ravnodušno, da vzame stvari v svoje roke in nadaljuje projekt, ki mu je padel iz rok. Super, hvala lepa tudi tebi, Bara, za te programske misli. Zdaj pa mečkaj gledam po naših načrtih, ne bi to vse skupaj trajalo 45 minut, vsak je imel samo 15 minut za govoriti, pa se seveda, tako kot takrat na Bledu, tudi nam ni nič šlo po načrtih. Tako da zdaj gledam mečkaj v smer prodekanov, da s svojim oblastnim kazalcem gor ali dol nakažejo gor. Ja, še imamo voljo in zanimanje za diskusijo. Potem bi pa mogoče kar jaz začel. Mi smo namreč predvideli, da bi si drugemu tudi malo pokomentirali tale stališča, pa bi jaz mogoče kar začel, si bom uzurpiral to, da že govorim in ko že govorim, pač lahko tudi nadaljujem. Mladen, tvoj tekst, super. Glede tega sem hotel samo mogoče vprašati ali pa opozoriti na problem tujosti in domačnosti. Zdi se mi, da si po eni strani opozarjal na to, kako že v antičnem svetu v resnici se pokazala neka dvojnost, ker imaš to sofistično izročilo ali pa, sofistično izročilo, bomo rekli, kjer je človek mera vseh stvari, potem imaš pa seveda še izročilo grške tragedije, ki če je to stališče, da je človek eksces. Kamorkoli se ozreš, ali gledaš Medejo, ali gledaš Antigono, ali gledaš Alkestigo, kamorkoli pogledaš, povsod je samo eksces. Skratka, človek je ali mera vsega, ali pa je popolnoma čezmeren. In po drugi strani vidiš v bistvu v tem Montaignu potem neko pozicijo, kjer lahko svojo lastno formulacijo podaš, namreč, da je človek, če kaj, potem ravno v bistvu zmožnost neke paralakse, zmožnost v bistvu nekega paralaktičnega pogleda, videti oboje hkrati, biti hkrati mera in eksces, biti hkrati v bistvu predmet sočutja, se pravi nekakšne identifikacije, in predmet prezira, se pravi v bistvu predmet neke totalne tujosti. Skratka, vse vodim v to, da priznaš, da na koncu pridemo do problema odtujitve in antiodtujitve. No? Skratka, da pridemo do problema v bistvu, ki je blizu temu, kar se kaže tudi kot problem znotraj neke majhne obrobne marksistične tradicije v neki zgodovini. Skratka, problem odtujitve, problem s tujostjo, ki je hkrati najbolj domača. To bi bil komentar, Mladen, tvojega teksta. Bara, še tebi dan komentar, pa mogoče potem, ne vem, če vidimo zvezo, lahko tako nadaljujemo. Glede posthumanizma, me samo zanima, če bi se strinjala s to oceno. No? Če je recimo 20. stoletje na nek način triumf humanizma, triumf tega, da človek dejansko zmore vse. Absolutno si zmore podrediti hkrati atomsko energijo in luno. To je dokazalo 20. stoletje. Človek zmore absolutno vse. Potem stojimo v 21. stoletju na poziciji kot človeka ne samo na teoretski ravni preveč, kot je trdil antihumanistični element znotraj, mislim, kar je Althusser poskušal s tem antihumanizmom vzpostaviti, da namreč teorija človeka kot nekega esencialnega bitja to je tisto, kar je problem. Na neki faktični ravni se mi zdi, da v 21. stoletju stojimo v poziciji kot človeka preveč pika, kot človeka enostavno preveč, ko kamorkoli se ozreš, je preveč človeka in človeštva. Vse je preveč človeško. Tako sam razumem v bistvu ta izziv posthumanizma, no? Kot v bistvu nek poskus, bodi si v nekem pobegu v neko tehnologizacijo, avtomatizacijo, bodi si v neki vrnitvi k naravi ali kakorkoli že, vsekakor pa bi rekel z geslom človeka nikar. To bi bilo po mojem geslo posthumanizma. Ok, toliko vama vržem kosti v premislek. Lahko kaj rečeva na to? Ja, prosim. Dobro, jaz seveda, kar se tiče tvojega povzetka teksta, ki sem ga skušal predstaviti, prav to, da že ob samem začetku, natanko približno okoli leta 440 pred našim štetjem, dejansko v istem času imamo začetek sofistike,
začetek, torej ta homo mensura stavek, človek merilo vseh stvari, ki je bil ob enem začetek sofistike, in na drugi strani ta prvo stajanko iz Antigone, mnogo je strašnih stvari, ampak najstrašnejša je človek, in dejansko v nemškem prevodu, mislim, malo težko je prevesti ta dejnos v različnih dimenzijah, ki ima v grščini. V nemškem prevodu je en prevod pač das Unheimliche, ne? Prevod za dejnost. Pravi, tisto, kar je najbolj tuje, ampak krati zadeva naš heim, se pravi našo domačnost, tisto, kar razdomi naš dom, kar je tujek v našem domu samem, ne? Kar je Freudova beseda, pač kar je velika Freudova beseda. In vprašanje otujitve je v humanističnem horizontu vedno bilo postavljeno kot vprašanje, torej Marx je skušal na začetku biti pač radikalen humanist in bilo postavljeno kot vprašanje tega, da smo sami sebi postali tuji, proizvodi naših rok so nam zrasli čez glavo in nam kot tuja sila stopili nasproti, moramo si znova prisvojiti to, kar nam je tuje, kar je pa v bistvu naše lastno, se pravi znova spraviti ta svet na človeško mero. In problem recimo novega humanizma, drugačnega humanizma, drugačnega pogleda na človeka, tega, ki ga zastopa tudi psihoanaliza, pa je nemara v tem, da obstoji pač neko jedro človečnosti, ki se ga ne moremo prisvojiti, ki ni izvedljivo na človeško mero. In vsi ti objekti, s katerimi se ukvarja Freud, nezavedno, to ni nekaj, kar bi lahko odpravili. Mislim, konstitutivno smo odtujeni v tem pomenu, zato smo sploh ljudje. Spravi obstoji neka posebna dimenzija tujosti in zato mi všeč ta Lacanov izraz ekstimnost, ki pomeni, ki je vsakomur takoj razumljiv, pač intimnost, ampak notranja, tujek, zunanji tujek v naši intimnosti. Spravi obstoji to naše ekstimno jedro, s katerim moramo rokovati in s katerim nikoli ne pridemo do kraja. V tem pomenu ni razotujitve tega elementa tujosti. Kar pa seveda ne pomeni, da bi morali kratko malo pristati na tujost kot našo usodo, ali da bi nam to odvzelo moči naše moči kot socialni dejavnik, prav nasprotno. Mislim, da je to nekaj, kar nas šele lahko opolnomoči zares kot socialne dejavnike. To priznanje tujega jedra v sebi. Toliko. Para? Ja, vprašal si, če je tvoja teza je bila, da je 20. stoletje humanizma oziroma realizacije človeka na vseh ravneh, da danes je pa človeka posod preveč, ali nekaj takega. Skratka, jaz bi mogoče rekla to, da danes smo v neki posebni situaciji, kjer smo se zaradi okoljske katastrofe začeli zelo močno zavedati učinkov pač na naše človeškosti, na vse, kar nam je drugo. Do pač te radikalne teze o antropocenu oziroma predloga, ki še ni niti potrjen, niti uvržen, da bi pač ta neka nova geološka doba se imenovala antropocen. Kot vemo, ker so učinki človeškega delovanja na naravo, tudi na neživo naravo, v bistvu neizbrisljivi, tako močni. Zdaj pa kritiki antropocena pravijo, se dostikrat naslavljajo na to, da gre tu za nek človekov napuh, človek se spet postavlja v center sveta in do te mere, da hoče geološko dobo poimenovati poseb. Ampak po drugi strani lahko stvar tudi obrnemo, pač mi smo vrženi v to človeškost in onkraj svoje človeškosti ne moramo biti niti misliti. Se pravi, naš domet je, da geološko dobo imenujemo antropocen. Pač s tem dometom moramo delati.
Ok, to je ena stvar. Druga stvar, no, in kaj se zgodi, kje smo danes, ne? Zvajamo, se pravi, imamo dve pozicije, jaz prepoznavam. Ena je pozicija krivde, zelo močne krivde, ne, pa človek je uničil svet, po drugi strani pozicija žrtve. Se pravi, žrtve na vseh točkah, pač v vseh gibanjih, od feminističnega gibanja do onih izbrisanih in drugih in tretjih, do končne fazi, pač, mislim, vsako človeško bitje se danes postavlja v pozicijo žrtve in to pozicijo naslavlja z argumentom človekovih pravic. In tukaj se mi zdi, da je človeka definitivno preveč, no, v teh dveh pozicijah. Se pravi, to se mi zdi obe dve, in pozicija žrtve in pozicija samoobtoževanja oziroma krivde, se mi zdi, da sta zelo nepremišljeni in enoumni poziciji, ki ravno ne dojemata teh stvari, teh dimenzij človeškosti, o katerih smo govorili, alienacije, odtujitve, ekstimnosti, se pravi te tujosti, ki je del nas. To. Pa sem še en moment bi rada izpostavila, se pravi, seveda danes z digitalizacijo, z računalniki, ki mislijo, a ne, namesto nas, z idejo pač misleče materije in tako naprej, se ta ideja, da smo v času posthumanizma, da smo v času, ko bo neka misel prerasla človeka, generalno, je zelo prisotna. Ampak tukaj se mi zdi, da je spet ne vprašanje te misli, ki je onkraj nas, ker pač s tem na to mi nimamo vpliva, ta misel se bo razvijala, kakor se bo razvijala, ampak naše vprašanje je, kako se bomo mi pozicionirali do tega. Ali bomo pač vzpostavili neko držo do tega, ali se bomo pa enostavno potuhnili in rekli, ok, mi smo sam del te širše korporacije misli in bomo pač tako podaoistično sem še opazovali, kako svet teče naprej. Evo, to so bili moji komentarji. Mogoče vzamemo še kakšno vprašanje iz publike. Aha, gospod je že dvignil roko in se premislil. Strah ga je prevzel. Še kakšno drugo vprašanje mogoče? Gospod, ste se opogumali? Gre za gospoda prodekana. Zdaj ga javno sramotimo. Dobro, to je bila samo šala, se opravičujem. Okay. Če ni nobenih vprašanj, bi mogoče izkoristili še za kakšno zadnjo misel, lahko, potem pa res končamo. Mladen nima zadnje misli. Njegova beseda je molk. Bara, tvoja zadnja misel. Jaz imam samo eno vprašanje še zate, ker se mi zdi pravično. Pravično bi bilo, ja. Tega res ne vem, a je kakšna, mislim, a je praksis, a imel kdaj kakšno povezavo, mislim, s Sartrom, oziroma a se je, a je bila zanimivo ne s Sartrom, ampak s Heideggerjem. To je ful zanimivo. Mislim, Imeli so seveda, v resnici praksi so bili res ena konglomeracija marsičesa. Ampak ravno ko si govorila o Sartru, sem se spomnil, da njihov eden od najljubših filozofov, no, eden od filozofov, ki je zelo velikrat se pojavil v praksisu in v ljudeh, ki so razmišljali o humanističnem marksizmu, je bil presenetljivo Heidegger. Čeprav v tistem svojem znamenitem tekstu o humanizmu zelo lepo pove, da on ni humanist. To je kar zanimivo, ne? Kar se mi zdaj res tako, njegovo Heideggerovo pismo je prav eksplicitno anti-sartrovsko. In sicer do neke mere hvali celo Marksa, hvali njegov pojem odtujitve kot pravilno diagnozo nekega sveta. Do neke mere v okviru meja je to čist pohvalno se izrazi. In v tem smislu je v Jugoslaviji bila zelo popularna neke vrste heideggerijanska marksistična smer. Tako da dosti zanimivo. Sartre ni bil mogoče v nekih okvirih, mogoče sem in tjaz, Lefebvre je bil del same korčulske šole,
ampak da bi se prav s Sartrom ukvarjali, mislim, da ne zelo veliko. Mislim, da ne. Mislim, da je bil Heidegger bistveno bolj popularen. Zanimivo, pa ni bil humanist. Kar mu seveda štejemo v plus, da smo najjasni. Ja, hvala za vaše zares sugestivne in inspirativne misli. Ampak moram reči sam, morda sem preveč preproste sorte, kam pa sebe umeščate v to humanistično, v to filozofsko misel, sam vas ne bi znal pravzaprav razvrstiti, razen morda tebe, Baro. Jaz sem poskušal biti dovolj ekspliciten, ampak očitno nisem uspel. Jaz poskušam sprejeti antihumanizem kot nekaj, kar je še vedno potrebno, kljub temu, da v nekem smislu sprejemam posthumanistično pozicijo. Mislim, da je jaz bi tako rekel, edini možni humanizem bi bil antihumanizem. No. To bi bila vendarle moja tako zadnja beseda. No, mislim, jaz sem začel s tem, da je humanizem zelo izmuzljiv pojem, zelo neopremljiv, zelo gre v vse smeri in da ga v bistvu ne moremo vzeti kot filozofski koncept. To je historičen koncept, ki je v nekem trenutku nastal, iz njega je nastalo vse mogoče. In seveda, po eni strani, če govorimo o humanizmu, ki se je iztekel v paradigmo humanistične izobrazbe, smo vsi tukaj na okopih, kjer bi branili to tradicijo humanizma in humanistike in posebej v tej hiši, v kateri danes sedimo. Tako da v tem pogledu je treba enoznačno se izreči, za humanizem in humanistiko. Se opravičujem za svoj antihumanizem. Pardon, s tem se seveda strinjam, kar je Mladen rekel. No, po drugi strani pa seveda je humanizem kot filozofska pozicija, mislim, danes ni mogoče braniti na ta način, kot je recimo lahko branil leta 50 Sartre v Eksistencializem in humanizem. Mislim, da so se pač stvari radikalno premaknile in sam bi se seveda zavzel prvič za to, da bi bilo treba potegniti neko jasno ločnico in konceptualno premisliti razmerje med pojmom subjekta in pojmom človeka in tukaj sem seveda na strani subjekta. To nikakor ni isto, in to nikakor ni isto že od Descarta naprej. Spravi, renesančnega humanizma je bilo konec z Descartom. Tam nastane ta razlika. Kogito ni človek. Kogito je prazna točka. Je neka točka gotovosti, ki sproža mnoge paradokse, ampak to, da se loči subjekt od človeka nasploh, s tem se je začela moderna filozofija in to je tradicija, na kateri bi sam želel vztrajati, na tradiciji subjekta, no, preko človeka. In korelativno temu, vprašanje želja tujega v samem jedru človečnosti, ki je namara tisto, kar še rekonstituira človečnost. To bi bil koncept. Mislim, sam humanizem pa se mi zdi, da je tako neopremljiva stvar, da je težko reči, zdaj, za kateri humanizem, kakšen humanizem, v katerem času humanizem. Ne? Kaj naj rečem? Seveda se lahko sam podpišem, tudi jaz pod Mladenove besede, drugače tako, mislim, smo učenci svojih učiteljev, pač nimamo druge, pač ko smo determinirani. Ne? Ne vem, v resnici ne vem. V bistvu še premišljam to pozicijo, ampak se mi zdi, da nekje, ne vem odkje, kljub vsemu se mi zdi pojem eksistence nekaj, kar
kar je mogoče danes treba tudi na novo premisliti. In mogoče je to edini vstop pač v vprašanje človeka v razmerju do seveda drugega vprašanja subjekta. Tako da to. Mislim, da na tej točki končamo. Jaz sem se že razglasil za antihumanista. Iz določenih krogov mi že sugerirajo, naj umrem, tako da na tej točki počasi sklenemo našo debato. Še enkrat hvala mojima sogovornikoma in meni samemu, kot je že rekel eden od bivših govornikov v tem okviru. Hvala seveda tudi vsem, ki ste nas spremljali, hvala, da ste nas poslušali in bili z nami. In humanistika se vrne s Kitajsko.